Lep pozdrav iz Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Z vami smo Damjan Ristič, ravnatelj Jezuitskega kolegija, Peter Črne, asistent ravnatelja in vsebinski sodelavec, in jaz, Janez Gorenc, namestnik ravnatelja. Danes se vam oglašamo s posebnim sporočilom. Namreč v okviru Jezuitskega kolegija bomo ustvarjali 2 podcasta. Kaj je Jezuitski kolegij? Kaj je podcast, verjetno že veste, ampak jih bomo še predstavili. Naj predstavim Jezuitski kolegij. To je ustanova, ki ima že dolgoletno, stoletno tradicijo na našem prostoru. Prvi Jezuitski kolegij je bil ustanovljen leta 1597 in je deloval do leta 1773. Bil je pomembna visokošolska ustanova na Kranjskem, iz njega so izšli mnogi naši slavni možje. Naš kolegij sedaj je neke vrste naslednik tega starega kolegija, ampak je sodobna, mlada inštitucija, ki se še razvija. 4 leta ima in delamo programe, ki pomagajo študentom in mladim nasploh pri njihovem akademskem, duhovnem in pa osebnostnem razvoju. Podcasta sta naš način, kako skušamo doseči še večje število mladih in tistih, ki jih zanima naš način dela. Izhajala bosta 2 podcasta. Prvi, na katerem bova delala jaz in Janez, se imenuje Tangenta. Pravzaprav bistvo tega podcasta je soočati stališča o težavah, o problemih iz vsakdanjega življenja, iz različnih področij. Namen je, da bi gledali na stvari z različnih perspektiv in jih med sabo primerjali. Torej, ne bo šlo za iskanje nekih končnih definitivnih odgovorov, ampak bo šlo za vzbujanje razprave in dialoga, za kar menim, da v vsakdanjem življenju pravzaprav nimamo veliko časa in tudi ne srečujemo ljudi, ki imajo zelo nasprotna stališča v primerjavi z našimi. Zato do teh primerjav pogosto ne pride. Temu primerno je tudi samo ime tangenta, premice, ki se dotikajo krožnice, ki jih je neskončno, ampak se dotika več ali manj ene točke. No? In krožnica tudi kot ena skupina točk, ki so z enako razdaljo do sredine kroga, je nek prostor, kjer je nekaj skupnega, ampak po drugi strani pa tudi teh neskončno premic, ki se dotikajo, prihajajo z neskončnosti, grejo v neskončnost, se pravi ena širina, ki je lahko tudi zelo kreativna. No? In nekako ta prostor bomo vstopali mi. Torej, to je Tangenta, drugi podcast pa se imenuje Pismo uk. Beseda pismo uk pove že to, da se bomo učili o Svetem pismu. Svetega pisma verjetno mnogi ne poznajo dobro. Naš podcast bo pripomogel ravno k temu, da se nekoliko bolj poglobljeno soočimo z vsebinami, pa tudi sploh zgodovino in tako naprej Svetega pisma. Želja je, da bi ta podcast postal neke vrste dostopna točka, na kateri se boste poslušalci izobraževali v Svetem pismu, morda tudi dobili navdih za to, da bi ga sami brali in da Sveto pismo postane knjiga, o kateri se lahko pogovarjamo raznovrstni ljudje, ki imamo glede Svetega pisma morda nekoliko že ustaljena mnenja, pa vendarle drug od drugega se lahko veliko nauči. Podcasta bi izhajala mesečno, se pravi Tangenta vsak drugi teden v mesecu in pismo vsake 4. teden v mesecu. Zaenkrat naj bo to dovolj. Lep pozdrav in se poslušamo. Se poslušamo.